Spoštovani in spoštovane, a imate kaj za pusta hrusta? Ja, najbolj veseli čas v letu gre noter, preganjali bomo zimo, ampak kot vidim, ste hladno fronto, draga tekaška publika, preživeli popolnoma športno navdahnjeni po vaših objavah sodeč, vam ni hudega, saj ste našli dovolj zimskih radosti, tudi na snegu. Ja, vsaj na Stravi sem videl, da ste smučali alpsko turno, tekaško, enega sem imel celo, da je ledno plezal po slapu. Naj ceno pust gore dol, tale zima traja še kak mesec, da potem brez slabe vesti spet začnemo s toploto. No, preden začnemo, še manjša reklama, manjši EPP, evo tale kapa, ki jo sedaj imam na sebi, vsi, ki ste me srečevali zadnji mesec, naj si bo na tekaških potovanjih, na nedeljskih tekih, na sprehodu po mestu ali pa kar tako. Ja, veste, da sem opremljen skoraj da ves čas, vsaj ko sem na prostem, za kakšno kapo gre. Sem ter tja mi, kot proizvajalec, pošlje kakšen kos za testirati, no, in samo najboljše stvari tule izpostavim. Ta je ena redkih, res mi je všeč, ja, stilska bini kapa, ki je nepremočljiva, je tudi windproof, se pravi, jo ne prepiha, ščiti pred vsemi vremenskimi pogoji. Pri temperaturi -15 stopinj je primerna za smučišče, tudi za tekel sem v njej do ničle, še celo pri 5 stopinjah. Mogoče, ker je termo, je pri temperaturah, ki zdaj prihajajo do 10 stopinj, že malo topla, ampak nič ne de. Prihaja še zima, prihaja še mrzle temperature. Mislite si jo, na notranji strani ima mikrofibro material, sicer pa DeckShell se ji reče, DeckShell winterproof, waterproof, breathable beanie hat. Tale kapica poskrbi, da boste v njej ostali suhi, topli, in tudi stilsko modni. Ja, je na voljo v več barvah, diha v vseh pogojih, je pletena na gornji strani, sestavljena pa, če lahko še to preberem, iz 100% akrila na zunanji strani, na notranji pa iz poliestra, elastana in porel membrane. No, kje sem jo dobil? Na spletni trgovini sportna-oblacila.si. Tam boste našli poleg kap še nepremočljive nogavice, zimska oblačila, letna oblačila, kompresijske nogavice, grelne blazinice, waterproof spreje, praške, bidone, ni da ni, cel kup opreme za tekače, pod blagovno znamko Virus tudi in tako naprej, da boste ostali tako hladni kot topli. Tako da moja kapica ostaja z mano do konca te zime. Če bi jo tudi vi imeli, sportna-oblačila.si, pa si naročite svojo. Če smo že pri toploti in pri mrazu, konec januarja smo potovali na maraton v Marakeš, ja, v Maroko. Spet smo se veselili oddiha v toplih krajih, a žal je bil to račun brez krčmarja. Tudi na severu Afrike so nas pričakale temperature okoli ledišča, sploh na startu maratona je bilo zelo mrzlo, ko smo šli na izlet v puščavo v ponedeljek, pa je pri prečenju Atlasa na prelazu celo snežilo. Toliko o toplih krajih. Menda tudi v tistih koncih ne pomnijo tako mrzle zime, ponavadi bi v tem času temperature čez dan šle krepko čez 20 stopinj, kar je bila temperatura tudi kakšna 2 tedna, preden smo mi prišli dol. Tako da s toplimi kraji sredi zime res nimamo sreče, da računamo na naslednje leto. In ker je mraz še vedno, je tema današnje oddaje, ja, tek na toplem, na tekalni stezi s platformo Zwift. Imam tudi zanimivega gosta, ki mi o tem vse pove, še prej pa, draga in cenjena publika, novičke in pozdravi. Naši dolgobrogaši vsi po vrsti izbirajo Kenijo za zimske priprave, trenutno so tam Neja Kršina, Ranja Fink in tudi Primož Kobe.
še pred kratkim bila tudi Maruša Mišmaš, ki se lepo vrača na atletske steze, takoj po vrnitvi iz Kenije je šla v teč v Nemčijo in na 1500 metrov za 3 sekunde zgrešila normo za Evropsko prvenstvo v Istanbulu. Ima še nekaj možnosti. Še ena atletska, v soboto sta kar 2 slovenska atleta tekla pod znamko sedaj že nekdanjega državnega dvoranskega rekorda na 1000 metrov. Na mitingu v Padovi je Žan Rudolf, sicer kot narekovalec tempa, odtekel do konca in z 2:26:86 tekel več kot sekundo hitreje od nekdanjega 16 let starega rekorda Ceneta Šubica. Naš rekorder na 600 in 800 metrov takrat žal še ni vedel, da je le uro predtem v Zagrebu na mitingu mladi Anže Svit Požgaj prav tako na 1000 metrov zmagal in tekel še 200 hitreje. In to je sedaj nov državni dvoranski rekord. Glede na sobotne dogodke verjamem, da bomo v tej disciplini vsaj strani teh 2 akterjev še videli kak nov rekord letos. No, žal smo od zadnjega sneženja v Novem mestu prikrajšani za edino slovensko pokrito dvorano, saj je streho v Češči vasi podrl sneg. Držimo pesti, da bo ta priročni odlični poligon pri nas spet nazaj vsaj v začetku naslednje zimske sezone. Kaj pa svetovna atletika? Ja, trenutno Smetana nastopa na World Athletic Indoor Touru na različnih prizoriščih. Pred kratkim je bil miting v Torunu, kjer smo pričakovali nov svetovni rekord pri ženskah na miljo. Napovedala ga je Guda Vcegaj, tek pod 4:13, kar je rekord Genzege Dibaba, in žal ni uspel, na koncu je tekla drugi najboljši čas v zgodovini 4:16, ampak glede na odločenost, da tudi to znamko podre, bo letos sigurno še poskušala. Maratonska sezona se je že začela, ja, na polno. Največji maraton preteklega tedna je potekal v Hongkongu, kjer je teklo kar 35.000 tekačev. Kljub izvrstni prireditvi pa je vroče in vlažno vreme terjalo velik davek. V bolnišnico so zaradi dehidracije, vročinskih kapi in izčrpanosti prepeljali kar 31 tekačev. Še en maraton je bil na sporedu po letu 2019, spet na sporedu dubajski maraton, nekdaj zelo prestižni, ker se je napadalo tudi svetovni rekord, še vedno pa prominenten, z 10.000 udeleženci in 2 Etiopicema, ki sta na koncu slavila. Pri moških Tola z 2:05, pri ženskah njegova svakinja Dida z 2:21. V Arabske Emirate kanimo potovati naslednje leto, ja. No, tam pa je dovolj toplo za ogreti naše kosti, saj je bilo na dan maratona 25 stopinj, zato ni čudno, da je bil start in je že tradicionalno že ob 6. zjutraj. No, na kulturni praznik 8. februarja ste veliko tekli, takrat se je odprl tudi newyorški maraton za žreb ali pa tudi prijava z normo. Za žreb ali za prijavo z normo imate časa do 23. februarja, če boste na žrebu uspešni, vam bodo z računa trgali $360. Maraton letos je na sporedu 5. novembra. V kratkem nas čaka prvi letošnji Majors v Tokiu, potem naslednji sredi aprila je Boston, 23. aprila pa bomo z večjo našo odpravo prisotni na maratonu v Londonu. Organizatorji so že napovedali zgodovinsko udeležbo, kot tudi najboljšo žensko zasedbo na maratonu v zgodovini. Ni čudnega, saj bodo na startu svetovna rekorderka Kosgej, olimpijska prvakinja Džepčirčir, lanska zmagovalka Juhalev, olimpijska prvakinja na 10.000 metrov Sifan Hasan, pa Genzege Dibaba, nekdanja olimpijska prvakinja Alma Sajana, zmagovalka Berlina Asefa, Britanka McColgan, Američanka Sison. Res nora zasedba, najbrž veliko tektiziranja ne bomo videli, v ugodnih vremenskih razmerah pa morda dočakamo celo nov svetovni rekord pri ženskah. Še ena zanimivost, pred kratkim je bil izveden še en World Marathon Challenge,
Ja, na tem tekači v 7 dneh odtečejo 7 maratonov na 7 celinah. Na letošnji izvedbi je sodelovalo 35 udeležencev, sledil pa je Američan Florida Man Kilgore s povprečnim časom 2 uri in 56 minut. Edini maraton na 3 ure je odtekel na letališki stezi na Antarktiki, vse ostale v Pertu, Madridu, Dubaju, Fortalezi v Braziliji in Cape Townu v Južni Afriki pa krepko pod 3 urami. Če vas ta izziv zanima za prihodnja leta, ja, dobrodošli. Vse, kar rabite, je sposobnost odteči maraton vsak dan v tednu, se regenerirati na 10-urnih letih čez celine, ter prihraniti in potem potrošiti za vse skupaj vsaj $45,000. Ja, da boste vedeli. Pri nas je sezona tudi že v zagonu. Preteklo nedeljo je na sporedu 5-kilometrski Lavran, simpatični tek v Mariboru, eden iz serije Lavranov v Sloveniji in na Hrvaškem. Nasploh se mi zdijo 5-kilometrski teki čisto podcenjeni, primerni so namreč za tekače začetnike, pa odlični za resne tekače, ki se želijo preizkusiti v hitrosti. No, najhitrejši 5-kilometrski tek na svetu je najbrž nočni tek, manjši tek sicer v mestu Armagh na Severnem Irskem. Pazite, to od 400 tekačev v cilju jih je kar 130 teklo pod 15 minutami. Ja, v Sloveniji je takih tekačev za prešteti na prste ene roke, tam pa kar na eni tekmi 130, zmagovalec je imel čas 13:37, ostalih 129 se je potem zvrstilo minuti pa pol. Res močna konkurenca, proti cilju se je vila kar kolona in tek je dobil že tak mednarodni sloves, da kljub temu, da gre za lokalno dirko, na kateri zmagujejo lokalci, privlečejo tekače praktično iz cele Evrope, ker teče v konkurenci, ker prav gotovo boš postavil osebni rekord, ni ravno v vsaki vasi možno. Evo, dovolj novičk, naj vas povabim še, da se naročite na tale kanal, če si še niste, spodaj je gumb na YouTubeu, lahko tudi na katero od audio platform, podcasta za Gre za tek. Če pa uspete, se priporočam za donacijo ali pa naročilo majice. Si danes že tekla, si danes že tekel, ženske so v prijetni bordo-rdeči barvi, moške so zelene. Lahko pa si omislite tudi knjigo za Gre za tek, nekaj izvodov imam še. Odlična tudi za darilo. Hvala že vnaprej. No, sedaj je na sporedu tema tedna Zwift. Ja, že slišali ste zanj. Poznan je kot kolesarska platforma, ki jo uporabljajo kolesarji, ki gonijo na trenažerjih, ponavadi čez zimo. Morda pa niste vedeli, da je zelo razširjen tudi med tekači. Če imate tekalno stezo doma, če tečete na njej, potrebujete za Zwift tekanje samo še senzor in aplikacijo. V goste sem zato za razlago, navodila in uporabniške izkušnje povabil izkušenega Zwift uporabnika. Z mano je Aleš Sušnik. Takole, evo, spoštovani in cenjeni, dober večer. Dober večer, maham tudi Alešu Sušniku v Kranj. Aleš, živijo, pozdravljen. Kako si? Čau, Marko. Odlično. Ok, jutri treba nazaj na šihta, ne, pa še skoraj en tedno. Šanje vseeno, ki ga bom postavil, ker imaš tako lepo vzadje, si danes že tekel? Ne, danes ne, ta teden mi gre bolj slabo. Mislim, za teden je samo en tek, veliko enih drugih opravkov, šolske počitnice, veliko dela z mulcem. Danes je bil kolo, pa za pozajtrku je bil skijerk. Zelo lepo. Zelo lepo. Kaj je tema današnjega pogovora? Ja, nekaj, o čemer so se nadaljavo pogovarjala že kar nekaj časa, že od koronskih časov naprej in tako naprej. Jaz nisem vedel, da te zadeve sploh obstajajo v Zwift vesolju. No, in ti si eden tistih, ki je uporabnik te storitve, zelo navdušen. Namreč te teke, v katerih omenjaš, si delal na Zwiftu, če se ne motim, ja? Ja, v bistvu je večina tekov, govorijo 90%, plus moj tekov je na Zwiftu, se pravi, ko rečemo Zwift, pomeni tekalna steza. Jaz praktično zunaj ne tečem.
Evo, zato si idealen gost za tole temo, ampak deva najprej razčistiti osnovne pojme. Ja? Najprej to, kaj je Zwift. Evo, mogoče za najne bolj izobražene ali pa za kar mnoge poslušalce in gledalke Zwift poznajo iz kolesarskih krogov. Ja? Tekaških malo manj, ampak vsem. Greva čisto od začetka. Kaj je Zwift? Aleš, izvoli. Zwift je, kako bi rekel, nekaj let nazaj bi ti odgovoril, da je igra, zdaj bi ti odgovoril, da je platforma, ker uporabnik, torej navadni smrtniki, primarno je bila narejena za kolesarje. Se pravi, uporabnik mora imeti opremo, torej v primeru kolesarja je bilo to vedno pač nek trenažer. Zdaj ločujemo, pač imaš pametne trenažerje, pa tako imenovane neumne oziroma dumb trenažerje. Ne? In Zwift kot igra ti kontrolira trenažer, glede na to, kje se ti pač voziš. Ne? Ti imaš na razpolago različne svetove, nekaj je, bo rekla, navideznih, nekaj je pa popolnih replik realnih, ko se reče, kursov. Ne? Naprimer, zato, ker Zwift kot podjetje ima z UCI-om, se pravi z Cycling Federationom, podpisano pogodbo in delajo replike, mislim, da je bilo 2019, je bila replika svetovnega prvenstva v Richmondu, potem pred parimi leti v Innsbruck, ravno kar pred enim tednom je šla Škotska, pravi tam, ki se bo vozilo. In kako se skupaj v bistvu zgleda, ne? Se pravi, rabiš računalnik ali majčkeno boljšo tablico ali telefon. Predvsem v ZDA je zelo popularen pa Apple TV, ker zadeva v bistvu teče. Ne? Na teh napravah ti speraš, oziroma po slovensko je temu rekla, torej povežeš na pametno napravo, ki je v bistvu trenažer, na katerega daš ti gor kolo, tle bi zdaj lahko na dolgo in široko razdelila, kakšne trenažerje poznamo in tako naprej. In ti se pelješ torej skozi te navidezne svetove, medtem ko se pravi, ko se proga spreminja, trenažer zateguje oziroma odteguje in voziš lahko sam, imaš tako imenovane group ride oziroma skupinske vožnje, dirke so blazno popularne na Zwiftu, in pa nekaj, kar je v bistvu ful popularno, meni sicer zelo redko, da sem to počel, tako imenovan workout način. Ti v bistvu piše, s kakšno močjo moraš goniti, koliko časa in tako naprej. Zdaj, tek na Zwiftu je prisoten, mislim, da zdaj že več kot 5 let. Zaenkrat, kakor vem, je še vedno brezplačen. Se pravi, tisti, ki uporabljajo Zwift samo za teč, ne rabijo plačevati mesečne članarine. Ne? Medtem ko kolesarji morajo, ja? Ja, trenutno je $15, €15 na mesec. Ne? Ampak na začetku, ko se ti prvič prijaviš, te vprašajo, ali si kolesar, tekač, ali celo triatlon. Če izbereš tekač, ti konstantno pač v načinu, kjer ti, kot v primerjavi s kolesarstvom, ko ti po 50 kilometrih reče, pač, zdaj bo treba pa plačati, če hočeš nadaljevati. Ja, no, sej, to je ena od prvih razlik, ja. To so lepo razdelala. Ok, če greš na Zwift.com, na spletno stran, mi tako najprej zasujejo pač s kolesarskimi slikicami, videi in tako naprej. Zato, da sem najdel tekaški del, sem mogel malo pobrskati. Zdaj, kolesarski del, ja, še malo ostava pri kolesarskem delu, ta je zelo popularen v Sloveniji. No, jaz odprem Stravo, pa imam večinoma tekače, ki jih tam sledim, ampak ogromno tekačev, tudi kolesarji po zimi, ogromno jih ima trenažerje, ogromno, je povezanih tudi na Zwift. Ta skupnost v Sloveniji je kar velika, no? Bi jaz rekel, da skoraj vsak drugi, ki ima doma nek kolesarski trenažer, ali pa skoraj vsak, slej ko prej tudi pride na Zwift. Skozi leta, mislim, jaz sem na Zwiftu, če se dobro spomnim, sem od leta 2013-2014. Takrat trenažer dobiti, ki je bil pameten trenažer, je bilo praktično moč dobiti samo v Hukikarja iz Nizozemske. Okay. Zdaj to pri nas prodaja vsaka kolesarska štacuna, če sem iskren. Valjda skozi leta so cene padle. Trenutno najcenejša, kar lahko dobiš, je tam med 400 do 500 evrov. Še vedno nek način je luksus, ker pač normalno, če gledaš, pač je ok, so ljudje, ki si lahko privoščijo drago kolo. Za trenažer, ko se začnemo pa pogovarjati, ok,
boljši trenažerji 1200-1300 evrov. Ne. Zdaj, potem smo prišli še do tega v zadnjih parih letih, da tak X, ki je zdaj v lasti Garmina, ne, pa Wahoo, pa še ena znamka, ki je zdaj ušla iz glave, ponujajo v bistvu ne samo trenažer, na katerega daš lajtno kolo, ampak pametno kolo, ki se ga predstavlja kot sobno kolo, ki ga poznaš, tisto, ki ga vsi uporabljajo potem za brisače obešati, ne, ki je v bistvu all in one. Se pravi, ne rabiš več kolesa gor, lahko spreminjaš nastavitve, se pravi, ko bi rekel spinner bike, ne, samo da je pač pameten, ne. En od proizvajalcev lahko podpira to, da se recimo nagiba, naprej pa nazaj, ne, kar je v bistvu zelo uporabno, ne. Dokler ti ko klance voziš noter, ne, se ti ne spreminja naklon kolesa, ne, kar pomeni, da se že ne spreminja pozicija medenice. Ne. Jaz sem recimo to zelo na grd način ugotovil lansko leto, da zelo boli, ko sem šel končno ven voziti, ne, na Primorsko, klanci, me je križ močno bolel. Ne. In zato veliko ljudi potem, ko fura klance, ne, v bistvu pod sprednjo gumo naložijo par knjig, zato da v bistvu simulirajo to pozicijo. Ne. Če se vrnemo nazaj na tisto, ko si v bistvu omenil, koliko je v Sloveniji, koliko ljudi ima, tako si rekel, ja, vsak drugi, ampak ja, vsak tretji, četrti, peti. Ne. Če gledam pač, jaz sem na Facebooku tudi skupino za Zwift kolesarje, pa jih je trenutno noter nekaj čez 800. Ne. Medtem, če preklopva na tekače, tam jih imam zelo manj. Ne. Je pa pač, zdaj preklopva na tekaški del Zwifta. Ne. No, ja, tako. Ne. Zdaj, tekaški del Zwifta je bistveno manj poznan, pa čeprav jaz razumem, kar sem na hitrco si to zadevo ogledal, zanj pač rabiš, tekalno stezo, ki je svoj vrsten pač finančni vložek, pa marsikdo, če se pogovarjamo, ima že doma, pa še par gadgetov oziroma en gadget, dva, s katerim pač praktično svojo tekalno stezo povežeš z Zwiftom. A se motim, a rabim kaj več za to, da... Isto imaš kot pri trenažerjih za kolesarstvo, s tem, da so tako imenovani dump trenažerji za kolesarstvo, so stvar preteklosti, ne? Da boš ti na roko zategoval zahtevnost in tako naprej. Je večina novih, oziroma rečem novih, spet se pogovarjajo v zadnjih 4-5 let, je večinoma tekalnih stez ratala smart. Smart pomeni v bistvu, da ima Bluetooth oddajnik, ki v bistvu sporoča naprej, oddaja izključno samo hitrost. Ne? In ti v bistvu lahko te smart tekalne se brez problema povežejo na Zwift. Večina ljudi zaenkrat, kar sem videl, tudi tisto, kar sem zaenkrat na Slovence naletel, imaš pa več rešitev. Ali se uporabi RunPod, ne? Se pravi to, kar ima recimo Garmin, kar je tako, ker ga ti moraš skalibrirati z Zwiftom, se pravi na 3 različnih hitrostih moraš teči, ne? On ga skalibrira, ker v bistvu največji problem je vsakeč, ko ti z nogo udariš v tekalno stezo, se pač trak rahlo ustavi, ne? In tle se potem pridejo problemi, če uporabljaš pod, ne? In pa problem, ki še rata je, če ti spreminjaš tehniko pri teku, se pravi, koliko dvigneš stopalo v višino, se začne hitrost spreminjati. Zdaj, če uporabljaš pa Stride senzor, tle pa lahko potrdim, da je pa stvar brez kakršne kalibracije. Jaz sem lansko leto imel službeno pot v Ameriko, sem si ga v bistvu sposodil in sem v hotelu sem imel tekalno stezo, vsako jutro vzel tablico, šel dol teč in Stride senzor, ja, priporočam, sploh recimo tisti, ki ga že imajo. Stvar, ki je pa še bolj popularna za tekalne steze, je pa NPE, Run senzor, kjer je v bistvu škatlica, tega skupaj ima 10x10 cm, ki jo ti v bistvu na koncu steze pritrdiš. Na stezo daš, priložene so 2 nalepki, v razdalji 20 cm, in ta senzor ima v bistvu 2 optična senzorja noter in meri razdaljo, koliko ena ta črtica od prvega do drugega optičnega senzorja, koliko hitro je šla mimo, in sporoča hitrost traku, ki se vrti z Zwiftu. In to je v bistvu po večini, tudi kar sem videl v tujini, se pravi, vidimo ZDA, pa za Veliko Britanijo vem, je to najbolj pogosto uporabljena rešitev. Problematična je, če ti v bistvu tečeš recimo na fitnessu, ker veliko ljudi to uporablja, ker zadeva deluje tudi na telefonih, torej Zwift, ta senzor
ni prenosen, zato ker ga moraš vseeno, pač tisti cradle, ki je, ga moraš ti prepopati na tekalno, zato da ga ne odletine. Tako da večina potem tisti uporabljajo pa ta stride senzor. Ne. Je pa, jaz sem z tem NPE senzorjem tekel na prejšnji tekalni stezi, ki je bila torej nepametna, 2 leti. In je upravil svojo nalogo. Ja, popolnoma. Potem sem pa tekalno stezo zamenjal, ker sem tisto mečkam pregonil, če tako rečem, pač bila je tudi malo starejša, čeprav industrijska, ne. Pa sem se podločil, pač to ni reklama za Technogymov Myran, ker je v bistvu majhna je, mečkan je ožja, pa nima tistega glomaznega ekrana spredi, ne, ker je vse skupaj 12 cm displej, pa tega skupaj so 3 gumbi. No. Če govorijo o senzorjih, kakšni časovni rangi so to je res manjša stvar, to si predstavljam, da ne more biti blazno drago. Stride senzor je pač, ker je en najbolj popularnih, pa v bistvu sporoča tudi torej, moč, s katero tečeš, ne. Vem, da je nekaj čez 200 evrov oziroma dolarjev, medtem ko NPE je pa med 90 in 100 evrov. Kam montiraš stride senzor? Stride senzor je tako kot running pod, to, kar poznamo iz preteklosti od Garmina, od Polarja, na Supergo, oni imajo na klipsno narejeno. Je torej na Zwift runningu moč meriti samo hitrost, kaj pa nakloni recimo, tako kar po kolesarjenju? Tako, uradno ne, obstaja, ta je že bo neko tehnično bolj zahtevna, obstaja ena aplikacija, ki je razvil Pascal, pozabil sem njegov priimek, ki rabiš v bistvu 2 telefona. En telefon pobira podatke od tekalne steze, ga pošlje drugemu telefonu, ta telefon pa pošilja v bistvu podatke na Zwift, zato da ti potem na Stravi ven dobiš tudi naklone. Medtem ko Zwift, kakorkoli se proga spreminja, ne, ignorira naklone. Se pravi, ti v bistvu skozi tečeš po ravnem, lahko si pa sam spreminjaš. Imajo vgrajeno v resnici noter podporo, to so ljudje že uspeli razvuzlati, ne, ampak nikoli ne bojo naredili tega, da bi pošiljali tekalni stezi naklon. Tako kot v bistvu pri kolesarstvu oni sporočijo, v bistvu z naklonom se poveča zahtevnost na trenažerju. Ne. Pri tekalni stezi so tudi v bistvu nekje, mislim, celo uradno povedali, nikoli se ne bo tega zgodilo, gre pa predvsem zaradi varnosti. Ne. In pa težave, da če se mi dopeljava, oziroma tečeva po neki progi, ki v bistvu je hiter gre gor pa dol, tako da čez hubstre bi kolesari rekli, ne, tekalne steze so preprosto prepočasne pri dvigovanju in spuščanju. Ne. Medtem, ko pač pri kolesu je to instant, ne, oziroma pri kolesarskem trenažerju. Je mogoče to potem eden od razlogov, da se Zwift running še ni tako prijel, kot se je v kolesarstvu, ali kaj drugega morda? Ne, jaz mislim, da je ena od stvari, da tekalna steza je luksus. Je večji luksus, kot je kolesarski trenažer. Če zunaj sneži, ti ven ne moreš na kolo iti. Govorimo o cestnem kolesarstvu, ne. Ni važno, kakšne vreme greš, v bistvu lahko ven teč. To je eno, to je recimo rekel, to je Slovenija, ne. Tujina, recimo Velika Britanija, Avstralija gleda na te stvari precej drugačne. Velika Britanija, veliko koncev, poznam tudi veliko ljudi, ki ne kolesarijo zunaj, ker preprosto reče, to je samomor. Je rekel, jaz ne bom preživel 50-kilometrske vožnje, preozke ceste, prenori vozniki. Ne. Vem za primer Avstralca, ki je pač, on je izključno vozil pol leta klance, ker je šel na kolesarski dopust potem v Evropo in smo ga pač vsi vprašali, kaj je fora. Je rekel, jaz nisem videl klance v življenju, živim v Avstraliji, največji klanc, ki sem ga videl, je v bistvu dovoz iz glavne ceste moja garaža. Ne? In je rekel, nazadnje, ko sem šel na nekam kolesariti, pač rekel, jaz sem umrl na prvem klancu, je pač moje višine, mojih 87-90 kil, ne? Je rekel, pač mene je to ubilo. In tle, v bistvu, tujina spet drugače to gleda, ne? Plus, deva še tako vzeti, ne? Slovenija, pač majhna država, do vsake meje ima maksimalno 2 uri, če štartava z Ljubljane, ne? Za tujce je to spet precej drugače, ne? Mislim, za tujce, za ostale države. Navajeni so, da se vozijo dlje časa v službo, iz službe, pozno prideš domov, kdaj greš lahko teč, ne? Sploh je to dobro potem pokazalo v COVID časih. Pač v COVID časih, če gledam že sebe pa Slovenijo, ne? Vsi so jamrali, ko jim je hudo, pač
Jaz sem šel teč na tekalno stezo, jaz sem šel v trenažer, šel veslat, ne. In tle je pač ta razlika, da slovenska mentaliteta, kako jaz vedno rečem, ne. In pa pač čas, ki ga imaš na razpolago, ne. Pač ena od stvari, ko me si vpraša, kako se ti da na tekalni teč, gleda, pač drugo je, ko gledam, jaz sem pač vseeno potrebe Zwifta po projektu, pa imam 3 televizorje, pač je res, da sem naprednejši uporabnik, ne. Tako ena, 2 televizije sta samo za kolo, plus tablica, za pač podatke, ker jaz praktično 95% časa samo dirke vozim, ne. Ena televizija je samo za teč. Ampak jaz, ko imam tisto televizijo spredaj, pa ni mala, ne, pač mene not potegne, jaz pač vem tudi tisto, ko, pa nisem jaz nek vrhunski tekač, ne, ampak ko imam možnost nekoga loviti, pa za nekom teč, ne, pač valjda, je tisto spodbuda. Tako, kot tisti najin, mislim, da je bil tisti najin zadnji tek okoli Brda, ko sem se mogel zakleniti v avto, da me nisi pač poškodoval, ker si ti cel krog. Povej to zgodbo, če si že začel, jo pa povej še do konca, ja, tako ja. Midva sta hodila, pač tiste, ki ne vejo, midva sta hodila ob zelo zgodnjih jutranjih urah med 5. in 6. peč okoli Brda, takrat sem imel še 2 psa. Dobila sva se tam, tam, kjer jaz rečem, da je fuzbal plac noter, ne. In sva eno jutro tekla in jaz sem Markotu cel krog lagal, kakšen tempo tečeva. Marko je sicer jambral, danes pa tole ne gre, jaz sem pa utrujen, ne vem kaj, pač jaz cel čas gledam na uro, tempo je 5:30, 5:35, resnici tempo 4:30, 4:35, prišla sva do avta, jaz sem pse vrgel v avto, sem se preoblekel, Marko je začel telefon strmeti, nekaj mu ni šlo skupaj, je imel prižgano stravo, jaz sem pogruntal, tole se ne bo dobro končalo in sem se usedel v avto in sem se zaklenil, Marko mi je malo trkal po šipi, pa kakšna, tako se reče, psovka je vmes priletela. Jaz se pa nisem želel odkleniti iz avta. Ja, to je bil najtežji tek okrog Brda, kjer bi nekdo govoril, da greva 5:15 najhitrejši, daj še malo pospeš, da je šla 5:0, jaz sem bil na koncu s svojimi močmi, v bistvu so šla pa skoraj minuto hitreje takrat. Ja, hvala Bogu, zdaj imam neko ročno napravico, s katero preverjam, recimo, mogoče take prevarante, no, ampak je pa res tudi, da tudi danes imel iste težave, ja. Tudi danes mi je 5:30, spet čisto lep tempo, ja. Iz tistih časov ima še nekaj zgodb, jih prehranva za drugič. Zakaj ne tečeš zunaj, Aleš? Zakaj ti je recimo Zwift running tako koliko vsega, kar si že omenil, priročno? Jaz priznam, meni je pač celoten Zwift zaradi osebnih razlogov, oče samohranilec, z otrokom s posebnimi potrebami, imam pač avtista in sem zelo omejen, pri tem pač ne morem ga pustiti samega, težko gledati, praktično nemogoče gledati v varstvo in meni je to v bistvu tisto, kar mi omogoča, da lahko športam, predvsem pa tudi zato, ker je zelo hiperaktiven, zelo močan, da lahko potem v bistvu, ko dovolj toplo rata, skupaj v bistvu zunaj, zdaj lahko že rečem tečeva. Ker je pač on je neustavljiv, kar se tiče sploh klancev, on pač teče naš marjetno, teče na Jošta, zdaj je v bistvu star 8 let, pa že pri 6 letih je začel, ne vem, primer, tisti, ki poznajo Jošt, čisto do spodaj, pač do vrha pri 6 letih v 45 minutah. Ta je kar pač dober čas. In to je tudi edini način, da jaz lahko v bistvu ostanem v formi, ne. Jaz pač nisem več rosno mlad, jaz sem štirko spredi že nekaj let. In po drugi strani pa ja, a je razvada, je precej razvada, mislim, veliko krat grem teč, pa rečem, ok, bom pa 10 tekel, pa se na 5, 6, 7 ustavim. Ne vem, preutrujene noge zaradi prejšnjega dneva, ker jaz pač delam, da en dan tečem, en dan kolesaram, ne, pa zjutraj še ali grem na skier, ali grem pa na rower, ne. In pa včasih so noge preveč zgonjene, slaba noč je bila, nisem dobro spal, kaj zaradi tamavga. In meni je pač tekalna steza ravno do tega fina, stavim se in stopim dol, ne. Če greva midva zdajle teč Brdo, ne, pa se jaz na petki premislim, moram še vedno iti. Zdaj ali rikvart nazaj, ne, ali pa pač preostanek, ne. In brez Zwifta sem tudi že tekel, pa moram priznati, da sem imel precej hujše težave, v smislu, pa čisto
torej pač pri meni. Ne. Zato pač v Ameriko s sabo trogov, ki tam je najmanjši problem, pač ti strajt senzor sem si sposoben, ne. Ravno tega, da sem lahko v bistvu tekel. Ne. Pa ta socialni aspekt, ne, sploh pri kolesarstvu, to pri meni je praktično res samo dirkam, ne. In je una pač, ki te porine čez tisto mejo, ne. Kako sem tudi že prej razlagal, so pač velikokrat, večino časa recimo koga lovim, ne. Pa tudi že parkrat sem v bistvu, me je pa spodbudilo, da sem še hitreje tekel, zato ker me je nekdo lovil. In Najbrž tudi pri teku velja isto, ja. Tudi pri teku so najbrž dirke, no, si se kakšno udeležil. Ja, isto. Ja, Vse isti isto. moment, tako. Se pravi, workout način, imaš skupinske teke, zelo veliko je skupinskih tekov, imaš tudi dirke, te bi v primerjavi s kolesarstvom jih je manj, potem imaš pa veliko organiziranih večtedenskih eventov. Imaš recimo Zwift, mislim, 2 ali 3 na leto naredi Tour de Zwift, imaš kolesarsko verzijo, imaš tekaško verzijo, ne. Teda vedno imaš krajšo, pa daljšo razdaljo. In v bistvu imaš, ne vem, zdaj je bil ravno, kar je bil Tour de Zwift, 8 stageov, ne vem, ko se reče stageov, etap. Ja, tako. Ja, 8 etap je bilo in v bistvu se pol, ko gre poj za une klukce, ne. In potem bolj napredni tekači delajo celo to, ne, ker imaš načeloma samo 5 dni, da opraviš eno etapo, ne, da gre ta kratko in še to dolgo, ne. Imaš pa gor tudi tekače, ki obstajajo tudi Zwift Long Distance Runners, se pravi ZLDR, ne. To so v bistvu ljudje, ki je minimalca, ki sem videl, je 11, večina teh, ki pa naredijo teke, ne, ker imaš tudi, ne vem, 4 kategorije od A, B, C, D, ne, 11, 13, 16, 21, to je pač normalno in to večkrat tedensko, so pač ljudje, ki se dobijo in tudi vidiš, ko pač početajo, tudi pač na Discordu se vmes pogovarjajo oziroma pogovarjamo in tudi vidiš, ki se pač, isto kot pri kolesarstvu, je večina teh ljudi, s katerimi dirkam jih poznam, ne, poznam v smislu, vem, kdo je, kakšen kolesar je, tudi pri tekačih je v bistvu zelo, zelo podobno, več eni in isti so, ne. Zdaj tako mogoče za gledalce / poslušalce, ne, koliko uporabnikov sploh ima Zwift, da se mogoče tega dotaknem. No, deva, ja, odlično, tako, prav. To je sicer en misterij, ki nihče ne ve. Zdaj, iz različnih intervjujev z CEO-jem od Zwifta, z Erikom Minom, so bile različne cifre ven potegnjene, zdaj mislim, en ali 2 tedna nazaj je bil intervju v Bloombergu, je bilo rečeno, je bila številka vržena 800,000, je pa cifra nekje med 800,000 in milijon. To je ogromna cifra, ja. Ja, zdaj tako, kako pogledamo, ne, meni je mala. Ne, ampak pri Zwiftu, ne, mislim, da moš vedeti, pri Zwift ni edina platforma, ki to omogoča. Ti imaš še Ruvi, pa RTG, pa še kakšno bi najdel, ne, ki so sicer manj popularne kot Zwift, eni jih imajo rajši, grafika je različna, eni imajo pač ono, da lahko proge naložiš, Zwift omogoča samo svoje, ne. Ampak ti imaš recimo, jaz sem največ, kar sem do zdaj videl, je, ker vedno vidiš, koliko v enem svetu je uporabnikov, ne. Največja cifra, ki sem jaz videl, je bila 19,000 pa še malo. Na enkrat, ne. Zdaj ne moš vedeti, je tle ful dobro vprašanje, ne. Povprečni čas uporabe je 45 minut pri kolesarstvu. Pri kolesarstvu. Pri teku najbrž še manj, ja. V bistvu obratno, več. Aha, več? Več? Več. Ja, seveda, večina ljudi teče dlje kot 10 kilometrov. Zanimiv podatek, ja. Ja, recimo tudi blazno zanimivo, Zwift ima en svet, v katerem ima eno progo, ki je brez heca 400-metrski štadion. Tam je nepopisna gužva. Kar je blazno zanimivo. Da ljudje pridejo, teč na Zwift, na 400-metrski progo, ki je v bistvu repliko štadiona so naredili, ne. Isto, oranžna tla, ne, vse isto. Ampak tam je vedno nenormalna gužva. Ker ena od stvari, ki je tudi recimo Zwift ima, tako za kolesarstvo kot za tek je, tle mi boš mogel pomagati slovenskim izrazom, pacer. Pacer? Ja. Se pravi, narekovalec tempa, ali kako? Ja. Oni imajo 4 narekovalce tempa, ampak na večjih, se pravi, pomnožene za številom, mislim, da jih 10 aktivnih ali 12 aktivnih prog, ne, in imaš
A, B, C, D, pa neka imena, ki se začnejo potem na te črke. In recimo A teče z tempom 4:0, B, mislim, da je 5:11, C, tok, D, to. In vidiš, ko pač ljudje se mu pač preklopijo in v bistvu z njim tečejo, se pravi, nekdo, ki ti drži tempo. Zdaj si toliko zanimivih podatkov povedal, meni se sanjalo, da je ta stvar res tako razširjena, skoraj milijon uporabnikov nasploh, koliko je tekačev, praviš, da tudi ne vemo čisto dobro, koliko je tekačev v Sloveniji, ti si naprednejši uporabnik, kot praviš, poznaš večino najbrž ostalih Slovencev, oziroma ocenjuješ, koliko jih je v sistemu. Za tek bom ustrelil čisto prazno, ker kjerkoli številko ti dam. Srečal sem do zdaj 17-18 ljudi. Problem, ki je srečati ljudi, je, ti imaš vsak dan na voljo 3 svetove. V vsakem svetu imaš minimalno, rečem, 10 prog. Da ti nekoga srečaš, moraš biti ekstremno srečen. Pač jaz valjda, ker imaš na desni strani, imaš te pač, vidiš 5 ljudi pred tabo, 5 ljudi za tabo, pa imaš pač zastavce mehne v držav, ne, valjda vedno trzam, ko vidim kakšno slovenska, pa potem ugotovim, da se zmotam, ali pa nimam očal gor, pa ni slovenska zastava, ne. Vidim jih, srečujem sicer par ljudi na teh skupinskih tekih, eno žensko pa enega moškega večinoma srečam. Za tisto žensko sem v bistvu zanimivo, da sem šel pač pogledat starost, da sem se enkrat v bistvu zapomnil, imel priimke, da se valjda ta priimek ne spomnim, videl, da je kategorija 50+. Medtem ko on, ki mislim, da ima ime Matej, je pa 30+ kategorija, ne. No, to je, zdaj najbrž posluša kakšen Zwift tekač, tekačica, lahko se javiš v komentarjih, no, da še kaj razdelamo, da poveš kakšno svojo izkušnjo, kaj pa, jaz sem tudi zanimivo, ne, malo pred najnim pogovorom vrgel ven, tam na Instagramu, če bi se kdo javil, pa sem dobil samo 2 odgovora, 2 uporabnikov, v bistvu enega uporabnika, drugi bil pa Marko Alpner, ki je dejal, kontaktiraj Sušnika ali pa Moa Faraha, ne, pa sem rekel, Sušnika že imam, Mo Farah je pa zaseden, ne, ampak dobro sva tole zastavila, zdaj itak si mi pripravil tudi še en video, ki ga bo pokomentirala na koncu, posnel si en tek, kar bo mogoče zelo zanimivo. Imam še 2 vprašanji pred tem, zakaj Zwift Running ni, bom rekel, Stravo kompatibilen oziroma ne prenaša čez podatkov, tako kot jih recimo pri kolesarjih vidim, pa vse tiste slikce, ekranske in tako naprej. Isto počne. Počne isto, potem nisem Isto dobro počne. pogledal. Aha, se pravi, imaš prenesel vse. Prenesel vse, tudi v bistvu lahko najlažje na tak način ugotoviš, če nekdo golfov, ne. Aha. Prek kolesarstva je blazno lažje ugotoviti, če nekdo golfov, ne. Ker tam pač, če nehaš goniti na kolesu, se pač stvar ustavi, ne. Medtem, ko na tekalni stezi v končni fazi lahko dol stopiš, zavisi od tekalne steze, pač recimo moje se zelo, zelo hitro ugasne, pač ko gor ne tečem, ne, ampak lahko potem isto preveriš, ko je slovensko, se pravi, udarci z nogo, se pravi, temu se reče, pomagaj mi. Koraki, kaj, o čem Ja, govorijo? število korakov, ne. Okay, Tako je, v frekvenci, to tako vidiš pač, ko pogledaš na Stravi, ko graf pade, ne. Obenem pa, če ti si začel hitreje teči, ne, pa ti je heart rate padel, pomeni, da si stal na tekalni stezi, ne. Je mogoče pričakovati, čeprav to je zelo specifično, tekalna steza, si že prej zelo lepo definiral, je specifična, je ene vrste luksus, pa vseeno, ne, tudi Strava se je začela kot kolesarska aplikacija, pa se mi zdaj zdi, kot da so jo tekači posvojili še bolj, da je tekačev več gor, je morda pričakovati, da bi tudi Zwift tekači recimo posvojili bolj, kot ga že doslej. Jaz mislim, da ful, tudi če bi pogledal zdaj, koliko je Facebook skupina za tekače velika, nima jih, ne, se pravi za Zwift tekače, ne. Drugo je, da je Zwift tudi konkretno v lanskem letu sodeloval pri organizaciji parih triatlonskih eventov, pravi zaradi covida zadeva pač ni šla, da bi mogla iti, in so naredili indoor tekmovanje. Bila je skoro postavljeno na bazenu, se pravi, plavali ste v bazenu,
kolesaril sem na Zwiftu, tekel sem na Zwiftu. Ne? In vse skupaj je bilo to, kar nekajkrat predvajajo na jogi športu. In tudi, ja, tako da tle sem bil tudi jaz blazno v bistvu presenečen. In še bolj sem bil presenečen to, da so jim dali tekalne steze, ki so bile, kjer znamka je že to tisto, ko moraš z lastno inercijo poganjati, tekalna steza, ki nimam ugrajenega motorja. Motorja, če moraš ti v bistvu z teži, ki si v bistvu boljše je. Ne? Isto so imeli, sem takrat videl, da je tisti NPE senzor, ki so se na začetku pogovarjali, ne? Tam v bistvu jih tudi Zwift kot sam uporablja kot firma. Ne? Zdaj, ali bo zadeva posvojena, jaz mislim, da je to se že zgodilo. Okay. Uradno naj bi bil tek še vedno v beti. Glavni razlog za to, ker je v beti, pač pa ga ne računajo, da lahko v omejenih količinah suportirajo. Pač tisti trenutek, ko ti za nekaj računaš, moraš nuditi ustrezen support, drugače pač vračaš denar. Lahko recimo povem, zakaj mislim, da se je zadeva že prijela. Jaz se mislim, da nimam kaj pogovarjati, ja ali ne. Zwift je skoraj tudi pustil v širni svet veslanje. V zadnjem trenutku so ga ustavili, v bistvu je bil narejen, niso ga pa želeli releasati. Tam, če gledamo pa za samo veslanje, ima še krepko bolj omejeno publiko. Zanimivo. Belgijci so potem to eni naredili, to gre. No, zdaj bom bolj pozoren na to, kako se Zwift in tek v njem pač razvija in širi v Sloveniji. Kaj pa zdaj te bom seveda prosil, bo oba zagnala tale tvoj video posnetek, da gledala iste stvari, pa boš majčkeno povedal za najne gledalce, tukaj poslušalci boste malo prikrajšani, ker zdaj bo zdajle zalaufal video, ki ga je posnel Aleš na svojem Zwiftu, na svojem teku pravzaprav, ne. In Aleš, glej, lahko začneš, jaz sem zagnal posnetek. V bistvu, že prej sem menil tisti Tour de Zwift tek, ne, da se vidi gor naslov TDZ, to je v bistvu 5. etapa, ne, in to je v bistvu bil zdaj štart. Prav, vsi ljudje, oziroma vsi avatarji, ki vidijo, so v bistvu živi ljudje, ne. Gledali smo mene v hrbet, jaz sem zdaj v bistvu preklopil, da smo šli gledati enega drugega. In na desni strani imamo tisto, ki sem prej omenil, se pravi spisek tekačev, 5 spredaj, 5 zadaj, s kakšnim tempom tečejo, katere države so te zastavice, in pa zgoraj levo ima potem heart rate, pač stepo na minuto se ne vidi, in pa pace, oziroma hitrost, oziroma tempo, s katerim ta uporabnik teče. Tisto, kar v bistvu vidiš, ko se jim kaže nad glavo gor, so v bistvu, to bi rekel na Stravi, da je nekdo dal kudos, ne, medtem, ker tukaj imaš pa v bistvu ride on oziroma run on, se pravi, nekdo ti je dal thumbs up, ne. To trenutno, če gledava, teče se replika New Yorka, se pravi Central Park, ena proga, in tle mislim, da je bilo tole nekaj čez 5 km tek. Vsega skupaj pa mislim, da jih je bilo na štartu 30 ljudi, pa to je bilo danes mislim, da ob 5. uri, malo čez 5 po našem času. Ne. Zdaj najbrž, a se ti seštevajo tudi kakšne točke na tekmah, dobiš medaljo, ne vem kako, moče je kakšna... Imaš, Zwift ima eno zadevo, ki se ji reče running levels. In ki v bistvu za vsakih pretečenih 250 metrov dobiš 10 točkov in ti rečejo XP experience points. Ne? In ti do enega tedna nazaj je bilo za tek 21 levelov, zdaj jih je 30. Če sem jaz dobro izračunal, ker sem na 21 levelu, da bom prišel do 30, ker bom rabil 2650 km preteč. Koliko jih imaš zdaj pretečenih za ta cilj? Nimam pojma, nisem niti pogledal, prosti. Vem, da sem rabil, da sem prišel do levela 20, vem, da sem rabil, mislim, nekaj čez 2800 iz glave, sem povedal. Tako da... Si kdaj že na kakšni tekmi, treningu teku s kakšnim, ne vem, svetovno znanih tekačev, prej sem omenil Moa Faraha, ki je še reklamo, mislim, da delal z njim. Z njim si tekel? Ja, ker Zwift je organiziral že
je bilo to lansko leto ali predlani, Mhm. kar redno organizira teke. Če se pogovarja samo o teku, začnemo več kolesarstva omenjati, organizirajo razne teke, rekel, torej skupinske teke ali pa treninge z znanimi tekači. Tega nimaš malo in ja, res je bil on in je bil celo Ask Me Anything session. V bistvu on je tekel, nekdo je pač na mesto njega odgovarjal na vprašanje, ki je v bistvu ljudje postavljali. Prav. Pa tekel je najprej bil zelo prijazen, potem je pa takrat začel pa z zelo hudim tempom teči. No, če Zwift zvabi na to platformo še kakšnega, recimo Elida Kipčoge ali pa kakšnega od svetovnih zvest, potem pa verjamem, da bodo tele pode pa senzorje začeli kupovati tudi navadni smrtniki, kot sem jaz, kdo pa ne bi tekel. Vse sem že tekel z Elidom Kipčogem na maratonu, ampak kaj, ko so bila 2 uri pač razlike, pa se niti niso kaj dosti videla. Ja, Aleš, tole je bilo zelo informativno, zelo plastično, zelo poučno, tudi grafično zanimivo, kajpak za najino gledalstvo in poslušalstvo prav gotovo tema, ki jo večina še morda ni poznala. Kje pa mogoče tebe, zdaj ljudje, kakšen se bo priključil, pa ga še kaj več zanimalo, tako od opremi, kot od tehnologiji sami, ti si poznavalec, kje te lahko najdejo, recimo v digitalnem svetu, pa kje na koncu tudi na Zwiftu? Na Zwiftu imam isto ime, kot ga tudi zdaj v bistvu se vidi na posnetku, ne, se pravi Suško. Okay. Drugače pa na Twitterju isto, Suško oziroma Suško Zavar. In pa na Facebooku obstaja Zwift Runners Slovenija. Mala sicer zaenkrat skupina, ne, ampak to je spet ta zgodba, ne, o tem, pač koliko ljudi v končni fazi ima Facebook. Ne. Tako da sej ni težko priti do mene. Tisti, ki me bojo pogooglali, bojo najdli brez problemov. Bom poskrbel, da bo vse polinkano še spodaj, seveda v opisu te epizode. Dragi Aleša, so kaj recimo zgrešila, lahko še kaj dodava tej temi, a so bila dost izčrpna? Mislim, da so bila dost izčrpna. To. Jaz ti želim še uspešno zviftanje naprej, se ti zahvalim za tvoj dragoceni čas, kajpak. In te, seveda, pol v lepšem delu tega leta, toplejšem, enkrat spet povabim na tek okoli Brda. Ampak ne ob tako zgodnji uri, bo še v normalnih urah. Oba dva se starava in nama pa še malo poležati. Tako je. Hvala, Aleš, lepo se imej, se vidimo. Enako, Marko, čau. Hvala, Aleš, še enkrat. Zdaj smo tudi navadni cestni tekači, malo bolje izobraženi o vseh, dajmo jim reči, virtualnih možnostih našega tekanja. Jaz sem namreč vedno sovražil tek na tekalni stezi, posebej, ker so se številke na tistih displejih tako počasi vrtele. No, če bi uporabljal Zwift, kjer se dejansko preganjaš po simulacijah dejanskega sveta, pa z avatarji drugih tekačev, ki počnejo isto kot ti, bi mi vse skupaj morda še postalo všeč. Tako da dejansko v kratkem tole preizkusim. No, Aleš mi je po pogovoru še povedal, da ljudje na Zwiftu tečejo tudi maratone, 3-4 ure in več skupaj, in da je največji problem, da se tekaška steza lahko pregreje. No, kolikor seveda nimate take, ki je pripravljena na te napore. Je pa seveda na Zwiftu na voljo tudi več tekaških lig, ker se lahko merite na krajših razdaljah, vse od nekaj kilometrov naprej. Bo Zwift med tekači v nekaj letih tako kot Strava, ki je sedaj obvezen app vsakega tekača? Bomo videli, bomo spremljali. No, za konec pa še knjiga tedna. Če smo precej omenjali kolesarje, tokrat kolesarsko čtivo, kolesarska knjiga leta 2022, pri nas definitivno izpod peresa odličnega pisca in kolega Uroša Buha pod uredniškim očesom Boštjana Sveteta. Do konca zime si jo le kupite in prečitajte, če jo še niste. Mohopedija. Leta 2008, ko je tedaj Valjavec premikal meje slovenskega kolesarstva in dosegel 9. mesto na skupnem seštevku dirke v Franciji, je mladi Matej Mohorič med poletnimi počitnicami prvič ostal sam doma. Zaradi kolesa starši ni šel na družinske počitnice
tistih 14 dni pa je preživel v mireni rutini, opravil na domači kmetiji, na Podblici, na dolgih treningih in v popoldanskem gledanju televizije, kjer je stiskal pesti prav zavaljalca. Komaj 10 let kasneje je Mohoriču uspelo že vse tisto, o čemer je njegov vzornik le sanjal. Dvakratni svetovni prvak v kategoriji U19 in U23, v svoji zbirki že imel zmago z dirke po Španiji in dirke po Italiji, pravkar je postal državni prvak, pa avgusta 2018 osvojil 2 etapni dirki zapored. In končno se je počutil odlično v svoji novi ekipi Bahrain Merida. Ja, potem je nastopila kriza, nekaj let se je lovil med profesionalci, potem pa spet zasijal po neverjetni sezoni 2021, ko je drugič osvojil naslov državnega prvaka in nato v juliju dobil kar 2 etapni zmagi na sloviti dirki v Franciji, je lansko pomlad krenil še siloviteje kot prvi Slovenec, je v epskem slogu osvojil najdaljšo klasiko Milano Sanremo. Seveda popolnoma v njegovem slogu, na spustu, kjer je uporabil svoj izum v cestnem kolesarstvu, potopno sedežno oporo z daljinskim vzvodom. Konec lanske sezone se je potem Matej odločil še za eno drzno potezo. Z avtorjem Urošem Buhom sta spisala prerez njegovega življenja in dosedanje kolesarske kariere. In te zgodbe, ki so začele pritekati na plano, so bile neverjetne, predvsem pa dih jemajoče. Prve divje vožnje s gorskim kolesom po domačih gmajnah do vratolomnih spustov s saltom in pristankom v bolnišnici na Džiru, sočna pripoved začenjena tako s padci kot zlatim leskom, veseljem in solzami, predvsem pa neskončno ljubeznijo do kolesa. In ko bralec, ja, to sem tudi jaz občutil, pride do konca te zelo bogate knjige, pravzaprav dojame šele tisto, kar je najbolj pomembno. Matejeve vožnje še zdaleč ni konec. Zato je podnaslov knjige nezaključena tako biografska škrbina o kolesarskem življenju in uspehih Mateja Mohoriča. In to knjigo, če ste navdušenec nad kolesom ali pa nad športom nasploh, nad slovenskimi športniki, sočna pripoved, izvrstno pisanje Uroša Buha in seveda neverjetne zgodbe Mateja Mohoriča. Knjiga, ki čaka že drugi ponatis in je velika športna uspešnica lanskega leta, seveda zasluženo, je tista, ki vam ne sme manjkati na knjižni polici. Tako, to je vse za danes. Uživajte, se kmalu vidimo tam zunaj. Če še niste, se prijavite na nočno desetko, naš jesenski izlet v Lizbono ali pa v Tallinn za vse domače ideje, pa pošpegajte na moj spletni koledar na minimalist.si. Dober tek, naj vam pustni krofi teknejo. Howdy.